Hej, en lep nepremičninski pozdrav tudi danes. Nahajamo se že v 5. dnevu našega nepremičninskega popotovanja. Najprej me zanima, kako ste, če se v redu počutite. Mi lahko kar spodaj v komentar napišete, ali ste v redu in seveda, kako se počutite. Jaz sem super. Vesela bom, če mi napišete tudi, odkot prihajate, da se malo mogoče spoznamo, da vidimo, odkot je kdo. V tem tednu jaz upam, da ste uživali v tem nepremičninskem popotovanju, da vam je bilo koristno in zanimivo. Jaz upam, da sem teme v redu razložila. Če karkoli ni jasno, bom seveda vesela še dodatnih vprašanj. Bom vesela, če mi doli v komentar seveda napišete, ali je bilo koristno in seveda, če je bilo zanimivo vse skupaj. Verjamem, da tudi tokrat vas večina tale video gleda v ponovitvi. Vidim, da ste že nekateri z mano v živo. Bom vesela, če napišete spodaj v živo. Vsi tisti, ki pa gledate v posnetku, pa bom vesela, če napišete posnetek. Torej, kakšne teme smo ta teden pregledali? V bistvu smo se dotaknili, kakšne stroške imate kot kupec in kot prodajalec nepremičnine. Najemniškega trga smo se malo dotaknili. Kako pripraviti nepremičnino na prodajo, na kaj seveda paziti pri prodaji nepremičnine. Danes pa, kot že cel teden najavljam, odgovarjam na vaša vprašanja. Zelo sem bila vesela vaših vprašanj, tako da gremo kar na vprašanja. Bom šla kar po vrsti, tako da, če bom slučajno koga spustila, naj mi piše, zato ker komentarji bom rekla, da so tam pod vsakim videom, nekateri se ne na vsaki dan vidijo, tako da sem res poskušala vsa vprašanja izpisati. Nekatera vprašanja so se že nanašala na teme, ki sem jih recimo povedala včeraj ali prevčerajšnjem, tako da tistih vprašanj zdaj ne bom, ker so bila večinoma tista vprašanja že ponedeljek ali v torek postavljena, tako da gremo zdaj na prvo vprašanje. Klaudija je vprašala, samo malo, kdo plačuje rezervni sklad in kako je z kapitalskim dobičkom. Rezervni sklad, torej verjetno to se sprašuje kot najem. Ponavadi pri najemih plačujejo lastniki. Lastniki so po zakonu obvezani plačevati rezervni sklad. Najemnik pa ima tukaj recimo vse ostale stroške, ki se vežejo na obratovanje nepremičnine in plačuje tudi stavbno zemljišče. S tem mislim, da sem kar odgovorila še na eno vprašanje od Tine, kaj vse plačuje najemnik nepremičnine. Torej, najemnik nepremičnine plačuje stroške, ki se vežejo na obratovanje nepremičnine in plačuje še potem tudi stavbno zemljišče, ki ga plačuje seveda uporabnik nepremičnine. Rezervni sklad pa torej plačuje lastnik. Pa gremo na drugo vprašanje. Ina sprašuje, zanima me, če nekdo podeduje nepremičnino, mora plačati davek in kako se ocenjuje nepremičnina. Ja, in tudi Ino zanimajo, kakšni so stroški, če je najemnik in kaj plačuje kot najemnik. Tak, Ina, v primeru, da deduješ nepremičnino, imaš davke, seveda imaš davke, enako moraš plačati pri prodaji, torej odtujitvi, davek na promet nepremičnine in enako plačaš davek na kapitalski dobiček. Tukaj bom zdaj ravno združila z tem prvim vprašanjem tudi kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček se plačuje za vse nepremičnine, ki so bile pridobljene po 1.1.2002. Znesek kapitalskega dobička je 25% na razliko med nabavno in prodajno vrednostjo. Torej, če ste kupili nepremičnino za 100.000 evrov, prodate jo za 120.000, boste na 20.000 evrov plačali 25% kapitalskega dobička, v tem primeru gre to za 5.000 evrov, zraven davka na promet nepremičnin seveda. Olajšave pri kapitalskem dobičku so nekatere, recimo prvi dedni red, tako da Ina, ne vem zdaj točno, na kaki podlagi si dobila tole nepremičnino, teda najboljše, da mi pišeš. Imamo še pa potem eno olajšavo in v primeru, če ste na nepremičnini prijavljeni zadnja 3 leta, ste oproščeni kapitalskega dobička, ampak tu je treba paziti, ker nekateri so bili prijavljeni 3 leta, so se potem nekam drugam odselili
v tem primeru potem ne velja. Torej, zadnja 3 leta moraš biti prijavljen na nepremičnini in biti lastnik nepremičnine. Upam, da je bilo zdaj to razumljivo. Pa gremo na naslednjo vprašanje. Branko. Ja. Branko pa pravi tako. Kako pa zaupati agenciji, da te ne prevara? Tudi to se dogaja. Branko, meni je zelo žal za tvojo izkušnjo. Jaz ne vem, kakšno izkušnjo točno si imel z agencijo oziroma verjetno z nekim nepremičninskim posrednikom. Prva zadeva, agencije imamo vse zavarovano poklicno odgovornost in daj poglej okrog tega zadeve, ali pa mi mogoče najboljše, da mi pišeš na zasebno sporočilo, kaj točno se je zgodilo. Kaj še drugega? Ja, kako izbrati pravo agencijo? Polagam roko na srce, ne izbirati agencije, izbirajte agenta. Zakaj? Agencija, ja, agencija ima ime, ima vse, ampak nikoli ne veste, na katerega agenta boste v določeni agenciji seveda naleteli. Zato dajte vprašati za reference, vprašajte sorodnike, prijatelje, pri komu so prodajali, kakšne izkušnje so imeli v praksi, pa še ena zadeva, poskušajte ubogati svoj občutek. Dajte se konektati z agentom, pa boste vedeli, da bo vse skupaj dosti boljše steklo in seveda tudi lažje. Naslednjo vprašanje Tina, zemljiškoknjižni izpisek, kje dobi? Tina, zemljiškoknjižni izpisek je javna listina, pridobi ga lahko vsakdo. V bistvu greš na portal e-sodstvo, se tam registriraš in lahko si potem tam kar sama izpišeš svoj zemljiškoknjižni izpisek in to seveda tudi brezplačno. Lahko pa pogledaš na našem YouTube kanalu. Imam točno 3 video posnetke in sicer po korakih, 1., 2., 3. del, kako si sama in to seveda brezplačno sprintaš svoj ZK izpisek. Teda, če pa ti slučajno karkoli ne bo šlo, pa nam kar piši na zasebno. Teda, to je bilo, mislim, da od vprašanj vse. Dobila sem še enih par vprašanj, kaj bo zdaj se zgodilo na nepremičninskem trgu, če so že začele slučajno cene padati, torej aktualno dogajanje. Ja, kaj naj rečem, če bi bili vsi vse vedi, bi bili vsi milijonarji. Tako da težko je karkoli in seveda nehvaležno napovedovati, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Bomo pa imeli na to temo v sredo ob 12. spet live in vam bom jaz kar iz prakse povedala, kaj točno se trenutno dogaja, če se sploh karkoli dogaja in v bistvu kako zdaj teče, kakšna so moja predvidevanja za naprej. Teda v sredo ob 12. urnik si dajte, pa bodite spet z mano ali pa mi še mogoče na zasebno kakšno vprašanje napišite. To mislim, da je vse. Jaz se vam vsem lepo zahvaljujem, da ste bili ta teden z mano na tem nepremičninskem popotovanju. Vsi tisti, ki danes gledate ta video v živo ali pa v posnetku, bom zelo vesela, če ga delite naprej, mogoče bo komu prišel seveda prav. Vsi tisti, ki boste posnetek delili naprej, bom pa naslednji teden še pripravila eno žrebanje, da bom malo vse skupaj vzdušje bolj seveda pozitivno in seveda, da vas malo nagradim. Tako da jaz mislim, da za danes več nisem nič druga pripravila. Drugače, kaj vam naj rečem, zanima me, če je mogoče tudi tale koronavirus vas kaj vrgel iz cone udobja. Mene definitivno je. Odločila sem se ravno zato, da grem iz cone udobja. Sem snemala te live in jaz mislim, da sem se odrezala. Vsekakor sem stopila preko sebe, danes mi je dosti lažje z vami komunicirati. Tako da bom te live, kot sem omenila, nadaljevala naprej. Napišite mi, če je tale koronavirus tudi vas vrgel ven iz cone udobja in seveda na kaki način. Tako da to je za danes vse. Jaz vas vse lepo pozdravljam. Želim vam lep vikend. Še naprej bodite pozitivni, širite pozitivo, bodite v cvetju. To je to. Pa, pa!